Lepo pozdravljeni. Šport je prejšnji teden pritegnil in razvedril Slovence. Pravi kolesarski praznik je bil v petek v Posavju. Tretja etapa dirke po Sloveniji je namreč potekala v naših krajih. Najboljši kolesarji in na tisoče kolesarskih navdušencev ob vsej trasi so v petek doživeli izjemen športni praznik. Ne gremo z njimi, ker mi bomo prej v Krškem kot oni. Mi moramo do Krškega samo pol ure. Ja, oni rabijo pa 4 ure, recimo, ker mi ne moramo se z njimi kosati. So prepočasni za nas. Mi bomo tlele, šibnimo za njimi, jih prehitimo, ne gre tako. Kolesarsko okrašeno mesto, pobarvana kolesa, baloni, zastave. Brežice so bile pripravljene na štart. Brežica se počutim zelo dobro, to se pomeni, da je vedno Štajerska, tako da sem zelo ponosen, da sem tu danes. Tako je bilo v Kapelah. Pripravili smo, da bomo navijali za kolesarje. Za koga navijaš? Za Pogija. Za Tadeja. Kačarja! Navijali so tudi na gradu Reichenburg. Krajani Velikega Podloga so kolesarsko karavano pozdravili pri tamkajšnjem rondoju. V športnem društvu imamo pač eno skupino kolesarjev, ker smo glih v času korone se to nekaj zaživelo. In zdaj, ko ta je vsa euforija, smo rekli, da če gre tur čez našo vas, treba pač nekaj posebnega narediti, tako da smo na to temo nekaj pripravili in zdaj čakamo na tekmovalce, ko prihajajo. Tega sprejema niso še nikdar doživeli. Nikdar. Tour de France to ni nič, Tour de Slovenija, to je zakon. Tour de Pudlak. To je zakon, ne. Smo v Koprivnici, navijamo za Pogačarja. Dirka je ratala super, ker tega še nismo videli pri nas v Krškem, tako da hvala Bogu, da je ratalo, da je vreme zdržalo, pa upamo, da bojo naši ostali na prvem mestu, Pogačar pa tako naprej. Super. In veliko ljudi kljub koroni, tako da vsaj nekaj pozitivnega. Mislim, da je super proga, da tudi spoznajo naše kraje, ki so ful lepi.
v Vajdošni, number 1. Tadej Pogačar, navijajmo sedaj za Penino in za Tadeja. Pogi, 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 dobra, dobra, srečno in v soboto in v nedeljo. Dame in gospodje! Jaz sem pa danes prišla na tekmo in sem pa videla Pogačarja, pa sem dobila podpis. Kolesarja je na cilju pričakal Matija Gubec, pa tudi v slovensko trobojnico pobarvano retro kolo, ki je delo Romana Blatnika. Sem najdel odličen prostor, kjer sem ga gor lociral, tako da se tudi po tej strani malo, da se vidi, da je Krško kolesarsko mesto in da tudi predstavljamo kar dober delež kolesarstva v Sloveniji. Blatnik je navdušen rekreativni kolesar, je vsakoletni udeleženec kolesarskega maratona Franja, ki letos praznuje 40 let. In sem tudi pobudnik in organizator te skupine kolesarjev, ki so to Franjo vseh 40 let vozimo in nažalost nas je letos samo še 10. Tako da letos Franja mi obeležujemo, naš prispevek je 40 let za 10 kolesarjev za 40 let maratona Franja. Ob celotni progi je bilo izjemno vzdušje, veliko dela pa je bilo tudi za organizatorje. Pri izvedbi so sodelovale tudi domače družbe. Pomagali smo tako operativno, to je pri pripravi občinskih cest, ostalih prometnih, neprometnih površin, prireditvenega prostora in infrastrukture, kot tudi sponzorsko. Verjamemo, da bo dirka uspela v celoti, da bo s tem v svet poslan signal o lepoti in gostoljubju kraja, regije, države. Dogodek je seveda izjemna promocija. Letošnja 3. etapa dirke po Sloveniji je bila namreč prva s štartom in ciljem v Posavju in bo kot taka zagotovo ostala zgodovinski kolesarski praznik. 7. junija občina Krško praznuje svoj praznik v spomin na prve padle krške borce in vrnitev izgnancev. Ob prazniku so v Krškem kulturnem domu pripravili slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj in znakov. Veliki znak je prejela družba Kemokovina. Prijeli so ga ob 30-letnici delovanja družbe in kot je dejala direktorica Nataša Unetič-Tomše, jim ta predstavlja priznanje za ves dosedanji trud. To je v bistvu neka taka nišna dejavnost, ki ni običajna ali pa bomo rekla redko, kdaj se kdo odloči, da samostojno jo opravlja. Tako da veliko pomeni, če te nekdo prepozna in prepoznavaš svoj trud. V podjetju s 14 zaposlenimi se ukvarjajo specializirano dejavnostjo protikorozijske zaščite, torej peskanja in barvanja v kovinski industriji, delujejo pa predvsem v strojegradnji, gradbeništvu, prevozništvu, ladjedelništvu in železniški industriji. Prisotni smo predvsem v Posavju, v Dolenjski, pa tudi po celi Sloveniji. Ogromno se pa dela s partnerskimi podjetji, v kooperacijah, v mreženju, tako da večina izdelkov oziroma skoraj vsi izdelki grejo v izvoz. Poleg velikega znaka so podelili še znake občine Krško, ki so jih prejeli Mirjana Marinčič, Branko Strgar, Helena Španovič in Jože Kodela. Slednji za razvoj vinogradništva in vinarstva v vinorodnem okolišu Bizeljsko-Sremič. Jaz, ko sem zvedel, oziroma ko sem jo predlagal, da sem mogel podpisati, sem bil res tako prijetno presenečen, bi rekel, ker to ni zdaj kar nekaj taga, tako da je to verjetno tudi priznanje, to, ko se z vinogradnikom trudim za ta svoj trud. Moram pa povedati na tem mestu, da s tako ekipo, ko jo imam, brez te ekipe tako ne bi zmogel vsega tega, kar smo dosegli. Tako da ta znak mi res mi nekaj pomeni za nazaj, pa tudi pa za naprej. Na slavnostni akademiji so podelili tudi 12 jubilejnih priznanj. Sicer pa je občinski praznik tudi čas za analizo dela v preteklem letu. Prvo veselje mi je, da smo letošnje leto oziroma to leto med enim in drugim praznikom preživeli ustvarjalno, navkljub težavam, ki jih je povzročala pandemija, pa vendar investicije so tekle normalno. Pravzaprav je celotno poslovanje teklo tako, kot smo pričakovali in dosegli smo pravzaprav skoraj vse začrtane cilje. Tako da tudi letošnje leto, ki je bilo sicer še nekoliko bolj zaostreno, je potekalo vse v redu, tako da lahko rečem na občinski praznik se lahko veselimo marsikatere nove pridobitve.
Stanko se je v svojem nagovoru ozrl v zadnje desetletje in ob letošnji 30-letnici samostojne države dejal, da med tem, ko uresničujejo kratkoročne cilje, vse skozi razmišljajo desetletja naprej. Pred nami je novo prelomno obdobje za našo lokalno skupnost, ki ga bo gotovo generirala gradnja drugega bloka jedrske elektrarne. Kot naložba nacionalnega pomena bo za Krško predstavila nov ključen korak nadaljnjemu razvoju. Slavnostni govorec je bil generalmajor Ladislav Lipič, ki je spomnil na čas osamosvojitve in nastanka slovenske države. Letošnje leto je gotovo čas za premišljevanje. Premišljevanje o naši samostojnosti in enotnosti, kajti letošnje praznovanje je namenjeno ravno omenjenima vrednotama, ki bi morali biti večni vrednoti. Posebej izpostavljam ravno enotnost, ki je bila velikokrat izgovorjena, vendar v zadnjih letih premalokrat doživeta. Pogoj za enotnost je zaupanje. In takrat, leta 1990 in 1991, nam zaupanja ni manjkalo. Zaupali smo drug drugemu, zaupali smo v takratne inštitucije in modro vodeno politiko. Za slovesno vzdušje na slavnostni akademiji, ki je zaradi epidemije potekala v okrnjenem obsegu, so poskrbeli člani godalnega kvarteta Glasbene šole Krško in Reichenburški oktet. Direktor termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj je z ministrom za obrambo Matejem Toninom podpisal sporazum o sodelovanju pri obnovi skladišča letalskega goriva Stara vas pri Krškem. Mi ves čas iščemo možnosti še nekega zunanjega, eksternega vira prihodka in danes smo z Ministrstvom za obrambo podpisali neko pogodbo, pismo o nameri, kakorkoli že hočete, o sodelovanju na vzdrževanju in obratovanju bodočega pretekališča Stara vas za potrebe cerkljanskega letališča. Tako da sem vesel in hvala ministru, da nam je zaupal to nalogo. Moram pa reči, da v termoelektrarni Brestanica imamo tovrstne izkušnje, saj smo že v preteklosti za potrebe tako termoelektrarne Brestanica kot v nekdanji skupni državi Jugoslaviji že izvajali te manipulacije. Ko smo v okviru Ministrstva za obrambo zaključili s prvo fazo obnove cerkljanskega letališča, seveda sedaj sledi tudi druga faza, kjer je črpališče Stara vas ena izmed ključnih stvari za zagotovitev potrebnega goriva za vsa letala. Cerkljansko letališče naj bi bilo namenjeno tudi NATO-vim letalom za prečrpavanje, za dodatno dobavo goriva. Zaradi tega je ta zmogljivost za nas izjemno pomembna v tej drugi fazi. Sistem je pa zamišljen seveda tako, da bo gorivo prišlo po železnici, od tega črpališča dalje pa potem po cesti do samega letališča. V Sloveniji letno proizvedemo več kot 8 milijonov ton odpadkov, od česar je dober milijon ton komunalnih odpadkov. Tako kažejo podatki za leto 2019, ko je vsak prebivalec v povprečju proizvedel 509 kg komunalnih odpadkov, kar je 14 kg več kot leto prej. Kako je za odpadke poskrbljeno v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad? Več v nadaljevanju. V tej sortirnici sortiramo različne artikle. PET, aluminij, HDPE, kosovne, tetrapak in to hitrimi gibi pobiramo iz traka, sortiramo in pač dohajamo. Včasih pač ni bilo te sortirne linije, ne? Zdaj se pa vse sortira, nikamor se drugam ne voz, niti se ne zakaplja. Vse presortiramo in gre naprej predelavo. Tako da non-stop se vozi noter, tukaj imamo dela dost. Delo poteka super, dvoizmensko. Delo je v zadnjem epidemičnem letu potekalo še nekoliko bolj intenzivno. Poznalo se je, da so bili ljudje doma, saj je bilo odpadkov iz gospodinjstev bistveno več. Delamo res, smo delali na polno. Ja, malo se je umiril, ampak je še kar. Delo na Centru za ravnanje z odpadki je organizirano tako, da potekajo
dva večja delovna procesa. Eno je sortiranje mešane odpadne embalaže, drugo pa je predelava mešanih komunalnih odpadkov. V procesu sortiranja mešane komunalne embalaže pridobivajo tako imenovane reciklante. To se nanaša na plastično embalažo, kot so plastenke, ter embalažo iz aluminija in drugih kovin, ki omogočajo neskončno vrsto predelav iz odpadka v novo surovino. Trenutno, bom rekla, naš delež recikliranja je nekje še pod 50%, minimalno pod 50%, vendar glede na zadnjo uredbo o embalaži in o odpadni embalaži do leta 2025 nas čaka, bom rekla, kar ambiciozen cilj, se pravi, se bomo morali približati 65% stopnji recikliranja. Drugi del mešanih in ostalih trdih komunalnih odpadkov mehansko obdelajo in opravijo biološko stabilizacijo. Nadaljni postopek obdelave teh odpadkov poteka v obratu za proizvodnjo alternativnih goriv, ki se uporabljajo za nadaljnjo energetsko izrabo v industriji. Konkretno se odpadki obdelujejo oziroma mlejejo na predšredrju, na predmlinu in potem na mlinu ekološko sporne, se izloča in potem prihaja, kot vidite v ozadju, gorivo različne kvalitete, se pravi visokokalorično in nizkokalorično gorivo. Se pravi, mi ta goriva potem plasiramo, se pravi v Sloveniji, v cementarno v Sloveniji, cementarno Anhovo in na ostalih 7 cementarn, se pravi v Avstriji, Madžarski, Slovaški in pa v Bosni in Hercegovini. Prav proizvodnja alternativnih goriv je iz okoljskega vidika zelo pomembna, poudarja Stegnetova, saj zmanjšuje delež odpadkov, ki se odlaga na nenadzorovanih območjih v naravi. Za obvladovanje vseh teh procesov so ključni zaposleni. Na Centru za ravnanje z odpadki je zaposlenih 68 ljudi, 70% zaposlenih prihaja iz občine Krško in Kostanjevica, ostalih 30% pa iz bližnjih okoliških občin. Živim slab kilometer stran, sam sodelujem v procesih, sam sodelujem pri izvedbi vsega skupaj in vam lahko zagotovim, da danes na centru ne ostane niti najmanj ena vrečka. Napram nekoč, ko je bilo tle odlagališče smeti. Glede na samo naravo dejavnosti največ pozornosti posvečajo varstvu in zdravju pri delu ter požarni varnosti. Kot poudarja direktorica, pa za enega pomembnejših ciljev štejejo zmanjšanje negativnega vpliva na bližnje okolje. Temu v bistvu je tudi podvržena naša strategija v naslednjih letih, ker predvidevamo izgradnjo pokrite stavbe, se pravi novega centra na isti lokaciji, kjer bojo v bistvu vse proizvodne linije, se pravi tako sortirnica mešane komunalne embalaže, kot se pravi 2 liniji za proizvodnje alternativnih goriv. Ljudje se moramo zavedati, da smeti, embalaža, ki jo mi obdelujemo, jo dejansko tudi sami ljudje, občani, krajani, državljani proizvajamo. Nekdo se mora s tem ukvarjati. V Velikem Podlogu so zaključili z ureditvijo komunalne infrastrukture v skupni dolžini dobrih 2 kilometrov. Naložbo, ki je stala 1,6 milijona evrov, je občina v celoti financirala iz občinskega proračuna. Takole z vožnjo s skiroji po novo urejeni cesti so tudi uradno odprli ureditev nove komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu. Krajani so poleg novega kanalizacijskega sistema pridobili še novo omrežje cestne razsvetljave, obnovljen vodovod in novo širokopasovno omrežje. Tudi kraj je s tem dobil novo podobo, pa tudi tiste zadeve, ki so nas prej težile, neke ozke ulice in tako naprej, smo zdaj s to ureditvijo sanirali, tako da mislim, da smo lahko zelo zadovoljni. Mi in krajani seveda te vasi. Bilo je po rekordnem cajtu res narejen, tako da kar se tega tiče, vsa čast. Smo pa zadovoljni, ker imamo vse urejen, vse zamenjen. Pošiljali bomo tisto, kar imamo več, v dolino še bolj nizko, kot smo mi. Dela so potekala od lanskega podjetja, uporabno dovoljenje pa so pridobili v začetku maja. Gre dejansko za večjo naložbo v ta sistem, sicer cirka 1,6 milijona evrov.
gre pa pravzaprav na nek način za drugo fazo ali pa nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v tej krajevni skupnosti. Z ureditvijo sistema v krajevni skupnosti Veliki Podlog bodo še nadaljevali, je dodal Stanko. Sicer je potrebno sistem izpeljati še vse do Pristave in pa na drugi strani do Gržeče vasi. To pomeni, da imamo še kar za nekaj časa, kar nekaj let dela, kajti gre za precej velike naložbe in jih tudi občina tako enostavno ne zmore, ampak ker to financiramo vse iz lastnega proračuna, pač za to potrebujemo določen čas. Zdaj seveda je vse na strani investitorja. Upamo, da se bo nadaljevalo, zdaj terminskega plana nimamo, sredstva še niso zagotovljena. V Velikem Podlogu pa občina Krško dela nadaljuje z izgradnjo nove podružnične osnovne šole in vrtca, ki naj bi bila dokončana čez 1 leto. V študijskem letu 2019-2020 je na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru diplomirala 10. generacija diplomantov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov energetika. Nagrado Reichenburg so jim podelili diplomske listine. Najpomembnejši dan vsakega študenta je ta, ko po zaključku študija prejme diplomo. Na slovesnosti, ki je potekala na gradu Reichenburg, so podelili diplomske listine diplomantom Fakultete za energetiko. Dejansko je to za diplomante poseben dogodek, najpomembnejši dogodek je dejansko zaključitev šolanja, diplomiranja, tako na prvi stopnji kot na drugi stopnji. To je hkrati seveda vesel dogodek za diplomante, njihove starše, tudi za fakulteto, ne nazadnje mentorje in profesorje. Diplome je prejelo 15 študentov visokošolskega strokovnega, 4 študenti univerzitetnega in 6 študentov magistrskega študijskega programa energetika. Odločil sem se za Fakulteto za energetiko predvsem zaradi tega, ker se mi je zdelo, da ponuja nek potencial, katerega je vredno izkoristiti. Seveda takrat kot študent je seveda si bilo potrebno pomembno odločiti za pot dalje in menim, da je Fakulteta za energetiko seveda pravilna izbira. Prav tako ponuja veliko možnosti, velika razsežnost in precej velik razpon znanja. Podelitve se je udeležila tudi prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru Janja Hojnik. Kot je dejala, je Fakulteta za energetiko zelo aktivna fakulteta, ki deluje na zelo pomembnem področju za celotno družbo. Vsi se na nek način v vsakdanjem življenju srečamo z vprašanjem energetike, vendar pa je pomen fakultete v razvijanju novega znanja, v raziskovalnem delu na tem področju, ki ga potem prenašajo v okolico, tako v Krškem kot Velenju in širšo Slovenijo in tudi Evropo, pa seveda na njihove študente, ki potem uspešno delujejo na svojih področjih. Diplomanti Fakultete za energetiko se po zaključku študija tudi razmeroma hitro zaposlijo. Razlog visoke stopnje zaposljivosti je predvsem v tem, da je študij povezan s potrebami gospodarstva. Ja, v bistvu sem že zaposlen, tako da so me že sprejeli, preden se zaključil magisterij, tako da v bistvu je Fakulteta za energetiko res velika dodana vrednost, na katero veliko delodajalcev tudi gleda pozitivno. Energetika kot disciplina, kot veda je zelo interdisciplinarna. Mi dejansko študente učimo zelo širokega področja znanja z energetike, učimo jih tudi, kako nastopiti na trgu dela, kako tudi se nekako osredotočiti z nekim problemom in potem seveda uspešno reševati tako tehnične kot strokovne probleme. Ja, s tem se kaže na to, kako pomembno področje je energetika in koliko izzivov ima in dejansko tudi podpore, tako v slovenskem prostoru kot širše v evropskem. Na Fakulteti za energetiko je sicer doslej diplomiralo že 418 študentov. Z nadkritjem 2 atrijev je osnovna šola Raka pridobila novi učilnici. S tem so na šoli, ki jo obiskuje 262 učencev, nekoliko omilili prostorsko stisko. Na osnovni šoli Raka so pridobili 2 učilnici. V manjši poteka pouk v učnih skupinah za 3. triado, v večji pa razredni pouk. Ta pridobitev nam dejansko pomeni, da smo rešili stisko, prostorsko stisko.
Še vedno bomo seveda uporabljali vse ostale pomožne prostore za pouk, ker imamo v prihodnjem šolskem letu zopet 2 prva razreda, ampak ja, to pomeni, da smo dejansko zdaj vsi pod eno streho, kar je pa za nas izjemnega pomena. Naložba, ki je med drugim obsegala nadkritje 2 atrijev, vgradnjo strešnih oken in ureditev elektroinstalacij, je znašala okoli 370 tisoč evrov in je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna. V Sevnici je potekal 11. festival Modre Frankinje. Po lanski virtualni različici je ta leto znova potekal v živo. Po enoletnem premoru je festival Modre Frankinje letos znova potekal v Grajskem parku, privabil pa je obiskovalce od blizu in daleč. Evo, bomo poskusili Modro Frankinjo, letnika 2017. Vesel sem, da je v bistvu tudi zelo dobro ocenjeno. Ambient čudovit, lepa vina, prijetno druženje. Mislim, da smo tudi zaradi virusa vsi tu pogrešali in nestrpno pričakovali, da se spet vrnemo v neke tirnice. Odlično. Zelo dobro, zelo vrhunsko in tako naprej. Frankinja ima obetavno prihodnost, so prepričani organizatorji, zato festival pridelovalce spodbuja k čim boljši kakovosti pridelave vin. Na podlagi ocenjevanja vzorcev letos so jih prejeli 66, vsako leto okličejo prvaka festivala. Letos je to Modra Frankinja vina Kozinc. Naj povem, da smo že vseh 11 let na tem ocenjevanju sodelovali. Veliko smo prišli sam vrh, ampak tokrat smo se zavihteli na najvišjo mesto in bili zmagovalci, prvaki tega festivala. Pomeni mi pa, predvsem naši kompletni ekipi, celi družini, ki se trudi za to eno veliko potrditev tega našega dobrega dela v pravo smer, in pa seveda tudi eno veliko, ogromno motivacijo za nadaljnje ustvarjanje. Sicer pa so člani komisije ocenili Modre Frankinje v 5 kategorijah: starejše Frankinje, roseji, predikati, penine in aktualni letnik 2020. Najvišjo oceno slednje je dobila Frankinja Vin Dudar. Ker se udeležujemo tega festivala že od samega začetka, se pravi 11. leto, bili smo vedno v zgornjem vrhu, 2., 3., 5., lani 2. in letos nam je uspelo zmagati. Se pravi, da smo na dobri poti, kar delamo, da je to potrditev našega dela. Vina so dosegale zelo visoko kvaliteto in tudi sami ocenjevalci so sami povedali, da kvaliteta je izražena tudi v teh ocenah, ki so jih dobili. Festival že daje rezultate, ki so si jih začrtali pred desetletjem, so prepričani vinarji. To je večje zanimanje za Modro Frankinjo. Dogodek je za Modro Frankinjo zelo pomemben, kajti z njim mislim, da je sorta pridobila na veljavi, predvsem v naši regiji. Zadnje leta pa tudi se širijo novice oziroma dobri glas okoli naše regije. Kvaliteta Frankinje se iz leta z leta se dviguje in kupci pridejo do tega, da pijejo res dobro vino in še boljše bojo. Mi se bomo trudili. To je tudi posebnost naše regije, da mi pridemo marsikam skupaj, pa ne samo skupaj zato, da samo skupaj predstavljamo, ampak zato, ker se imamo skupaj fajn. Zato, ker nismo fovš, vsak imamo eno posebno svojo zgodbo, vsak imamo en manjši drugačen odtenek. Tako kot je Modra Frankinja lahko v različnih odtenkih, je tudi v bistvu tudi naša, to se pravi, vizija naših kleti različna, ampak skupaj naredimo eno lepo, lahko rečem res lepo zgodbo tega našega Posavja. V Sevnici si s festivalom Modre Frankinje že 11. leto prizadevajo, da bi ta vinska sorta povezala vinarje in vinogradnike, pa tudi oblikovala širšo turistično zgodbo, predvsem v povezavi s kulinariko, tako sevniško salamo kot s krškopoljskim prašičem. Tudi v regiji se pojavljajo v gostilnah Frankinje, suhomesnati proizvodi, ki mogoče 11 let nazaj niso bili prisotni. In vidimo, da čez to smo kar nekaj prispevali k promociji, osveščenosti ljudi, k potrošnji, k pridelavi. Zato si bodo, dodaja sogovornica, tako preko festivala in ostalih dogodkov še naprej prizadevali za promocijo vinogradništva in kulture pitja vina ter Modre Frankinje kot sorte vina, ki je po raziskavah nemških znanstvenikov avtohtona slovenska sorta. V okroglem stolpu v gradu Reichenburg je na ogled slikarsko-keramična razstava Moje sledi Jožice Petrišič. Odprtje razstave Moje sledi obeležuje visoki jubilej Jožice Petrišič. Zaradi izrednih razmer so jo prelagali, po skoraj enem letu pa je vendarle dočakala luč sveta. V tej razstavi lahko povem, da je nekako skupek mojih dejavnosti
dolga leta. In sicer je teža mogoče bolj na mozaikih, kot pa na slikarstvu in keramiki. Sicer je tukaj vse združeno, smiselno povezano. Petrišičeva se je tokrat srečala z novimi materiali, oblikami in strukturami, kar je zanjo predstavljalo nov izziv. Mogoče tale triptih popišem tako, sprehod po mojem vrtu. To se pravi rože, vse, kar je živo, tudi živali, trava, vse, kar me zdaj obdaja, bi rekla, je v teh mojih izdelkih. Avtorica iz narave črpa navdih, lepoto, kot tudi material za ustvarjanje. Ja, pravzaprav redko zahajam v kakšne trgovine, pa nakupovanje, ampak najdem vse, narava mi pravzaprav vse da. Seveda v posameznih obdobjih, recimo pomlad je ena stvar, poleti druga, najbolj bogata je pa jesen. Takrat je vse izobilja in samo roke treba vzeti in se stvar naredi, in se rodi, in se zgodi. Slikovna ploskev, ki jo je avtorica izbrala za tokratno razstavo, je bila tudi temu primerna. Namesto klasičnega platna je izbrala leseno tablo, na kateri se poigrava z juto, vrvicami, školjkami, kamenčki in lesom. Uporabljena posebna lepila, barve, mogoče tudi posebej je to, da sem uporabljala barve za svilo. Drugi del razstave predstavljajo keramike. Petrišičeva se predstavlja s kiparskimi deli, ki jih je lani poleti že predstavila na svoji vrtni razstavi. Tukaj so pa neskončne oblike. Zakaj me je to prevzelo? Neskončne oblike, bi rekla, preizkušanje samih materialov, oblik, glazur, barv, in to človeka potegne, enostavno iz tega ne moreš ven. To je, bi rekla, sreča, življenje, ustvarjanje, vse pravzaprav. Razstava je na ogled do 22. junija. V športni dvorani Brežice je potekalo državno prvenstvo novo ustanovljenega umetniškega plesnega združenja Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo tudi 70 plesalcev plesnega kluba Lukec, Krško in Brežice, ki so skupaj osvojili kar 6 naslovov državnih prvakov. Iz Brežic pa znova v Krško, kjer so gostili državno prvenstvo v tenisu za dečke in deklice do 14 let. V Krškem so pripravili državno prvenstvo do 14 let, na katerem je sodelovalo 128 tekmovalcev. 32 najboljših v main žrebu moških in 32 pri glavnem žrebu žensk. Potem imamo še dvojice, tako v moški in ženski kategoriji. Mladi slovenski upi so na peščenih igriščih dokazali, da je za prihodnost domačega tenisa dobro poskrbljeno. Na tekmovanju je sodeloval tudi domači klub. Iz našega kluba imamo v tej kategoriji zelo malo igralk in igralcev, tako da v glavnem žrebu je bila tekmovalka Eva Grajželj, ki je dobila tudi povabilo od organizatorja, drugače pa žal v tej kategoriji nimamo toliko igralcev, imamo jih pa zelo veliko v mlajših kategorijah. Tekmovanje je potekalo v skladu z veljavnimi ukrepi. Med drugim so morali ločiti tekmovalno od spremljevalnega prizorišča. Zaradi tega, ker vsi, ki se nahajajo na prizorišču, morajo spoštovati in testiranje in vse COVID ukrepe, medtem ko tule, kjer se pa mi zdaj nahajamo, je malo bolj sproščeno, zato tudi lahko brez maske in brez testov. Tako da, kar zahtevno, no? Ampak več kot uspešno. Tekmovanje v Krškem ni potekalo po naključju, dodaja Nikolič, saj so v teniškem klubu v zadnjih letih precej posodobili infrastrukturo. Vlagali so v razvoj teniške šole, napredek pa so opazili na Teniški zvezi Slovenije. Poglejmo še na splet oziroma na naš portal eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost. Bodite z nami tudi čez teden dni. Nasvidenje.